V tokratni avtomobilnosti še pred počitnicami pogledamo na vse pasti avtodomarstva. Na prvo vožnjo zapeljemo Renault Master in Citroën EC3. V kvizu pa odgovorimo na vprašanje, kaj je leta 1999 prinesla Honda S2000. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Pred nami so počitniški meseci, v katerih bomo svoje vsakodnevne in dobro znane poti zamenjali za tistimi v tujini. Vse pogosteje pa na naših počitniških dneh zamenjamo tudi veliko prevoznih sredstev. In s tem se povečajo tudi tveganja, na katera se je dobro pripraviti pred samim potovanjem. No, danes bomo na pot zmanjševanja tveganja se podali z avtodomom, ki je eden izmed... Pa nas tudi gleda. No, danes gremo na pot zmanjševanje tveganj z avtodomom, ki je oblika potovanja, ki je zadnje desetletje čedalje bolj priljubljena. Dva avtodoma od 100 povzročita avtomobilsko škodo. Medtem ko kasko, so pa stvari zanimive, je pa tako skoraj vsak 5., 10., odvisno od škode, avtodom poškodovan, tisti, ki je kasko zavarovan. Povedali so nam že, da avtodomarji začetniki enkrat hitreje skurijo sklopke, uničijo blažilnike, korodirajo zavore in v motor naselijo alge. No, danes nadaljujemo s spiskom začetniških zagat, tokrat se posvetimo škodam na bivalnem delu avtodoma. Več kot polovica, tam proti 60% škod, se zgodi zaradi razbitja stekla. Nekje slabo polovico od tega so pa trčanja. Velikih trčanj je, hvala Bogu, zlomov. Glavnina tega so pa pač manjša tale manevriranja, ozke ulice in tako naprej. En primer sem se tako kar malo zamislil, je bil tako, da je dejansko voznik parkirano vozilo zapel za levo stranjo, se je peljal in je podrsal desno stran avtomobila svojo levo stranjo avtodoma. Recimo, to se zelo dostikrat v kampih pri borovcih pokaže. Teren, recimo naraven. Lahko imaš toliko prostora med borovcem in neka jama, nisi na to pozoren, pa se avtodom nagne, je ta. Ali pa mogoče previs, ki ga imamo pri avtodomih. To je čista učinek lestve, bi rekel. Vse veste, lestva, tiste... Nekdo lesto nese, se obrača, Charlie Chaplin, tako. Podobna zadeva je tukaj, Prva začetniška napaka vsakega avtodomarja je ta, da se zares vzame, da je to hiša ali pa to njegov dom. In predvsem vsi začetniki preobtežijo, preveč stvari sabo vzamejo. Tudi meni se je zgodilo večkrat, ne samo enkrat. Ko smo mlada družina šli prvič, drugič v Grčijo, smo napakali avtodom z kolesi, z surfi na streho, z jadri in posledično ni bilo več prostora v garaži in smo pustili rezervno kolo doma, misleč, da je ta repair kit dovolj za normalno preživljanje dopusta. Žal, v 3 tednih v Grčiji smo imeli 3 gumi defekte in ta repair kit ni bil dovolj. In v končni fazi smo kupili 5 novih gum. Glavni problem ni bil v tem, da pač seveda je bilo to 1000 evrov ali kaj za koliko evrov, ampak namesto, da bi preživljali dopust, smo preživljali pri raznih vulkanizerjih. Mora prijeti kakšna posebna vleka, Koliko je pa to dražja taka vleka? Tega konkretno ne poznam, ker smo sami smo imeli to sklenjeno zavarovanje, ker priporočamo vsakemu uporabniku, da ima to zavarovanje urejeno, da mu omogoča vleko iz kateregakoli kraja v Evropi, kjerkoli že letuje. Na enem zelo ozkem delu smo se z nekom srečali. Stvar niti ni bila problematična, ko so se srečvala. Ko sem pa jaz preveril desno ogledalo in ko sem videl, da sem dejansko 5 centimetrov od ograje, sem potem potreboval še 50-100 metrov, da sem avtodom lepo počasi, ker če bi jaz šel na črto v tistem momentu... Bi ta zadnji del v bistvu podrajsal. Tako, in bi bilo totalna škoda. Zakaj je tako? Ko je treba enkrat razdirati pohištvo, se dejansko treba polovico avtodoma podreti oziroma zamenjati celo steno, zagotoviti vodotesnost potem. Je to
In to so zneski recimo tako 10, 15, 20 tisoč in več. Večina avtodom je sestavljena iz aluminijaste plošče, neke izolacije, pa notranja obloga, je dejansko dosti trpežen material, ampak ko pride silanjem 3 tone pa pol in neka fiksna omera, nek borovc, ki se ne bo premaknil, seveda najslabše odnese stena. V resnici bi tukaj tudi morali imeti kamere na vseh možnih koncih. Jaz osebno mislim, da kamere so dober pripomoček, vseh težav pa ne bodo rešili, ker dejansko je pri avtodomu treba na toliko stvari paziti in gotovo eno pozabiš. To je pa res, ja. Ja, ne vem, recimo vse naredimo, pospravimo, pustimo odprto okno, samo malo premaknemo, tamle nam je pa bolj všeč, Ja? In samo tendico zvijaš, to pusti, se ne bo nič, ali pa to še mogoče pospraviš, pozabiš pa strešno okno, Ja, In strešno okno, mogoče, če bi šel naprej, bi ga še zaprlo, koliko ješ pa v nasprotno smer, ga pa dejansko odlomi, Teh primerov je bilo teh trčenj kar nekaj. Če se taka stvar zgodi in da se malo strezneš, je mogoče še dobro. Ja, to pa tudi tukaj tako, ni verjetno take škode, 20 tisoč evrov. Ne. Spet na začetku, ko začnemo polniti tank, bi vsakemu avtodomarju priporočil, da ne napolne tanka do vrha, ampak napolne tank za tisto vožnjo do neke destinacije samo do te mere, kar potrebuje za tisti dan. In da potem napolne vodo na destinaciji. Zaradi mase? Ali? Ja, seveda zaradi mase. Vsi ti naši produkti so opremljeni z tanki 140 litrov vode v tanku, potem še nekih 10-20 litrov v samem bojlerju, v sistemu in tako je lahko zelo hitro nekih 150-200 kg, ki seveda avtodom dejansko postane slabše vozen in tako naprej. Tukaj imamo gorivo, tukaj pa sveža voda. Okay. In tukaj se zgodi ne tako poredko, da uporabniki zamenjajo, se pravi, vodo pa bencin in zamenjajo eno ali drugo. In smo že imeli uporabnike, ko so rekli, Madonna, imate pa velik tank za vodo, potem nastane težava z čiščenjem. Tako da, ja. To je pa kar velik strošek, ne? Velik strošek, ja. Velik in neprijetna zadeva, seveda, ker je treba svojo inštalacijo in vse je treba zamenjati. Master je eden bolj preverjenih, zanesljivih in marljivih tovornih sodelavcev pri Renaultu, ki pa mora v tej dobi gledati vsaj 15 let naprej. Videti 15 let naprej v sektorju, ki je tako razgiban, kot je storitveni in dostavni, je seveda skoraj nemogoče. Zato so pri Renaultu stavili na dvoje, pri čemer zagotovo ne morejo zgrešiti. Na aerodinamiko, manj kot bo porabe za vsako gorivo, to šteje, in platforma je narejena tako, da je ustrezna za praktično vsa goriva. Bencin, dizel, elektrika in vodik. In ko si ravno omenil elektriko, tudi z elektriko imajo kar veliko izkušenj. Od leta 2017 je že v ponudbi in merijo seveda tudi zadovoljstvo strank. Je pa na voljo kar 40 različnih verzij oziroma predelav, kar pomeni, da so prilagojeni na evropske in svetovne potrebe. Master 4. generacije je aerovan. Tako so nam rekli pri Renaultu. No, ampak kaj so pravzaprav s tem mislili? Mislili so na njegovo aerodinamično učinkovitost. Torej, njegovi snovalci niso delali le na tej novi izjemno izstopajoči maski, ampak so izboljšali celotno aerodinamično učinkovitost vozila. Kako jim je to uspelo? When I look at it, it's very big, it's very bulky. You have this massive grille here. How did you achieve good aerodynamic efficiency? We set ourselves our target to reduce about 20% the SCX of a vehicle. You can see here the air intake on the side. Of course, we would like to keep the same usage of a vehicle, and we have here only one arm instead of two currently. Okay. Okay. So this is the secret in achieving good aerodynamic performance of mirrors. Poleg detajlov pa je seveda izredno pomembna tudi sama oblika vozila. V ta namen so pri Renaultu vetrobransko steklo pomaknili bolj naprej in ga naredili bolj položnega, skrajšali pa so tudi pokrov motorja. Renault bo zaradi možnosti hitrejšega polnjenja in seveda daljših dosegov torej ponudil tudi masterja na vodik, ki bo uradno na trg prišel prihodnje leto. Več tehničnih podrobnosti o vodikovem pogonu bo Renault torej razkril takrat. No, na tokratni predstavitvi pa smo poleg dizelske že sedli za krmilo električne različice.
Torej različice s pogonom, ki je bil doslej v segmentu gospodarskih vozil skoraj zanemarljivo nišen. Na krajši testni vožnji v okolici francoskega Bordeauxa smo prišli do prvih ugotovitev, ki nakazujejo, da bi lahko bila baterija s kapaciteto 87 kWh zelo učinkovita izbira za tovrstno vozilo. Renault je njeno velikost namreč skrbno odmeril. Till today, there were race for battery capacity to get the much higher battery capacity. So we can see some competitors with a 100 kWh battery, but this is really heavy and we lose huge quantity of payload. That's why we want to focus really on the performance, on the efficiency, in order to downsize the battery capacity and to give back payload to the customer. Na prvi testni vožnji smo vozili z dodatno obremenitvijo 400 kg in pri tem dosegli porabo 23 kWh na 100 prevoženih kilometrov. In to pomeni, da bi se lahko v takšnih pogojih že precej približali 400 km dosega. Ampak seveda nas zanima, kako se razlikujejo sposobnosti električne različice od dobro znanega dizla. Master bo namreč na voljo v več kot 40 različnih izvedenkah in seveda z neskončnimi možnostmi predelav in nadgradenj. So in terms of volumes, new Renault Master is available from 11 cubic meter to 22 cubic meter with a huge diversity of shape. It could be van and it could be also some boxes on chassis or on floor cab. What about the loading capacities when comparing diesel and electric vans? What is the loading capacity? What are the differences? Probably there is some. If we consider an empty vehicle, on electric is 1.6 ton, so it's 200 kilograms more than in a thermic version. So it's even more in Yes. electric version. This Yes. is a very interesting fact. Yeah. Yes. Za tiste dolgoprogaše, ki bo premalo tudi večja baterija, pa bo seveda še naprej glavni adut klasičen dizelski pogon. In ta bo po novem opcijsko na voljo tudi v družbi 9-stopenjskega samodejnega menjalnika in seveda gre pričakovati, da bo ta dizelska različica vsaj še nekaj časa na trgu gladko prevladovala. Morda tudi zato, ker so pri Renaultu napovedali, da manjši zračni upor Masterja pri dizelskem motorju poskrbi za približno 1,5 litra manjšo porabo goriva kot pri predhodniku. Sicer pa je notranjost Masterja v skladu z današnjimi dostavniškimi trendi zasnovana precej avtomobilsko, bolj kot je to seveda veljalo nekoč. In to velja kljub temu, da je Renault tokrat zanimivo zarotiral armaturo tukaj proti vozniku, da bi pričarali nekaj tega občutka iz tovornjakov. No, ampak v resnici se tukaj sedi precej avtomobilsko. Povsem poljubno si lahko po globini in po višini nastavimo položaj volanskega obroča. No, za nameček pa imamo tukaj na osrednjem zaslonu na voljo tudi vse Googlove storitve. Pa še enega novega sodelavca v delovni ekipi prinaša ta nov osrednji zaslon. Tistega, ki bo obdel celo nad obrtnikovo pozabljivostjo. Poglejte. To control the asset. So here we have 3 parts who are controlled and you see if you push on one of them, where is the parts? If you forget one part outside of your car, you can go back to take it off. And in that case, today we know that we have 3 parts and the 3 are in the car. A last proposal is that you can have the weight of your vehicles. And here you have the total weight, and so you know that you are very 62% of the weight that is today okay with what you have put. So you can control that, and you can control that on the different axle. The Compactor Compagnon is the proposal to some converter to, instead of, they drew 2 holes to put their own screen, they use the screen of Renault, and so in 2 clicks we are in the converter area. Je pa tu v skladu s potrebami sodobne mobilne pisarne precej priročnih odlagalnih mest in še nekaj priročnih rešitev, kot je na primer zlaganje tega srednjega sedeža, ki ga takole preprosto zložimo in tako tukaj na sredini dobimo zelo priročno mizico.
Četrta generacija Masterja bo torej nadaljevala bogato 40-letno zgodovino tega modela, ki je danes pravzaprav edino gospodarsko vozilo tega razreda, ki ga izdelujejo v Franciji. In sicer gre za tovarno Batili v bližini Metza na severovzhodu Francije. Zdaj pa je čas za naš avtomobilnostni kviz. Odgovor na vprašanje preteklega tedna. No, najprej vam povem vprašanje. Spraševali smo vas, kaj je tehnološko gledano prinesla Honda S2000 leta 1999. In to je rekord, kar se tiče moči na liter prostornine motorja. Le-ta je dosegel največjo moč na liter prostornine med velikoserijskimi motorji, zmogel je kar 123,5 konjske moči na liter prostornine. Honda je rekord suvereno držala kar 10 let, dokler ni Ferrari leta 2010 predstavil modela 458 Italija, ki iz svojega drobovja stisne malenkost več kot 124,5 konjske moči, se pravi enega več, a bi težko rekli, da je šlo za podoben velikoserijski avto. Ima pa rojstvo modela S2000 tudi drugo, manj znano in veliko bolj emocionalno plat. Narejena ni bila zgolj kot model za slovesnost ob praznovanju 50. obletnice obstoja tovarne, bila je za prisega zaposlenim, da bodo tudi v prihodnje ostali zvesti ideji in filozofiji velikega mojstra Soichira Honda. Soichira se danes lahko spozna tudi prek njegovih misli in citatov, med katerimi najdemo tudi tega. Uspeh je rezultat 99% neuspeha. S2000 je nastal kot poklon prav tej vztrajnosti, vizionarstvu in sanjaštvu. Na MMC-ju najdete še več o tem, kaj vse so testirali in na kakšen način so prišli do teh izjemnih tehnoloških dosežkov modela S2000, ter kje na tej poti je prijateljstvo med izjemnim Hondinim inženirjem Shigerujem Ueharo in legendarnim F1 voznikom Ayrtonom Seno pustilo pečat na vseh Hondinih modelih, ne samo na NSX in Type R. Toliko, kolikor se vprašanj pred poletjem tiče, se vidimo v kvizu spet jeseni. Ponovno nam obljubljajo poceni električen avto. No, tokrat je na vrsti Citroen in ne preostane nam drugega, kot da damo evropskim avtomobilskim proizvajalcem novo priložnost. Tokrat gre za četrto generacijo modela C3, oziroma natančneje EC3, s katerim želi Citroen demokratizirati električno mobilnost. Za začetek Citroen na konkurenčne grožnje, pa seveda tudi na potrebe Evropejcev, odgovarja z različico modela C3 z večjo baterijo, ki ima kapaciteto 44 kWh. Nekoliko manjša baterija pa bo na voljo predvidoma prihodnje leto. V obeh primerih ne gre za klasično litij-ionsko baterijo, pač pa za litij-železo-fosfatno baterijo. Ta je bolj odporna na hitro polnjenje in polnjenje do 100% napolnjenosti, predvsem pa je cenejša za izdelavo. In ko smo pri pocenitvah, nas seveda zanima, kaj bomo Evropejci dobili oziroma čemu se bomo morali odreči zaradi razmeroma nizke cene vozila. So you say this is a cheap, affordable electric car. So what do we get for this kind of a price and what we don't get? Okay, to do that, we think out the box. For example, as well, we have the e-motor. We don't have any sport mode. No need to do that. We have just performances expected by customer in terms of torque and powerful. And after that, to decrease the cost, we work with the plant, Tarnava plant, in order to decrease the time to produce the car. To compare what we have on the current C3, we reduce by 25%, less parts and more easy parts to keep on the car, for example. And after that, we think about out the box with less complexity and less diversity. For example, as you can see, we have a roof rail, roof bar. Yeah. We don't have any paint on it. It's just a molding color technology. It's more easy to have it, less paint and not costly in fact. Poenostavitve na vsakem koraku torej, od proizvodnje dalje. Novi C3 je zasnovan na tako imenovani Smart Car platformi, ki
ki predstavlja novost v skupini Stellantis. V osnovi je razvita za električne avtomobile, na njenem temelju pa bodo na primer nastale tudi nove generacije modelov Fiat Panda in Opel Frontera. In kako se novi C3 pelje? Tako kot se pravi Citroen mora, torej udobno in mehko. K temu občutku najbolj pripomore visok položaj sedenja, ki je seveda višji kot pri predhodniku, pa sedeži z debelejšim slojem pene tukaj na sediščnem delu in ne nazadnje vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki. To vzmetenje smo pohvalili že pri testu ostalih Citroenovih modelov, saj je zelo nekako primerno za tipične slovenske ceste. No, to vzmetenje zelo učinkovito blaži luknje in pa cestne neravnine, če že ne pričara tistega občutka leteče priproge, ki ga v namene oglaševanja pogosto omenjajo pri Citroenu. No, še ena nova značilnost pa je ugotovitev, da odslej merilnike gledamo nad volanskim obročem, nekako po vzoru Peugeota. We start with a new cluster. Aha. And when we define the new cluster, we need to see where we have to put the steering wheel. If you put a classical, larger steering wheel, we have some risk to hide the cluster. It's reason why we make decision to have something more compact on the steering wheel, more compact with a new design, more modern. And the benefit for our customer is to have the most we can do in terms of diff, in fact, to see the cluster. Prepričani smo, da bo veliko potencialnih uporabnikov tega vozila zelo cenilo enostavnost uporabe. Predvsem tistega dela, ki se tiče ureditve upravljanja glavnih funkcij vozila v notranjosti. We need something very easy to use for customer. It's reason why this touchscreen, it's only multimedia touchscreen. We focus on music, we focus on mirroring, Apple CarPlay and Auto, Wi-Fi, and to all air conditioning, it's placed like this, with a dedicated button. We don't have any click to change your thermostat, the pulsar and so on. All it's here. ADAS, it's on the cluster. Here, it's just to focus on multimedia. So you say that is a new trend, that the car will get simpler? Yes. You go inside, you turn the key, it's easy. So physical buttons are the right way? Yeah, for sure. In čeprav je tu kar precej takšne trde plastike, Francozi ponovno svojo oblikovalsko ekspertizo kažejo z zelo ličnimi detajli, kot je na primer tale zelo ličen detajl iz tekstila, ki mu pri Citroenu pravijo kar Zofa dizajn. Nova oblika vozila pa pomeni, da je odslej prostora na prednjih in zadnjih sedežih, pa tudi v prtljažniku nekoliko več kot pri njegovem predhodniku. No, nekoliko več pa je odslej tudi odmika od tal, jasno, po novem gre za križanca in ne več za kompaktno kombi limuzino. We try to have the new front face for Citroën than before. So it means that we start by the new logo. We do it with the Oli concept car. We play with the bonnet because of the logo, the bonnet is more horizontal. I think it's quite high, actually, the bonnet. Yeah. But you tried to soften it. Exactly. We mixed the sharp things and the soft things. And we mix also vertical and horizontal. We are playing with horizontal one, but we put with the bonnet a vertical one there. You said that we can here put the national flag. I mean, we are waiting for a European Championship in football now, so maybe it would be suitable to have some extra offering. Or you can play with the color, because this one could be the Belgium one with the red, the yellow and the white one. It's up to you to reinvent the color and the story. Novi C3 torej prinaša številne novosti in zanimive rešitve. Tako pa bo, kot se kaže, ostal najpomembnejši model Citroena. V naslednjih 2 minutah se bomo izognili rabi besede trajnost. To pa zato, ker je njena raba vsak dan bolj netrajnostna in po nemarnem uporabljena. Znajti se bomo morali drugače. Prav tako, kot se bomo morali znajti drugače v naši dnevni mobilnosti, če želimo doseči kakšno spremembo. Esejist, pisatelj in režiser Vinko Möderndorfer je nedavno v intervjuju na prvem programu Radia Slovenija rekel, da je naša družba naravnana tako, da moramo delati in delati in delati, pa čeprav že ne vemo več zakaj, da bi potem trošili in potem spet delali. Prihajamo v mesece, ko bomo trošili na način, ki se nam zdi še posebej upravičen in zaslužen. Potovali bomo. Turizem je za ene veliko trošenje, za druge pa veliko delo. Za ene in druge pa velja, da turizma ni, če ni premikanja.
Prehod na nekaj drugega, kar bo ekonomsko, časovno, energetsko manj potratno, pa bo podobno težek kot pri naših dnevnih migracijskih tokovih. Ampak rešitev je, samo da je pri nas ne moremo izreči na glas in pri tem ostati resni. Železnica. Verjetno niste opazili, ker se res težko opazi, ampak v Evropi se je začela železniška revolucija. Google je izboljšal izkušnjo iskanja in dodal nove funkcije. Barcelona bo do leta 2026 preoblikovala železniško postajo, da bo postala referenca za sodobno intermodalno vozlišče. Evropa načrtuje podvojitev uporabe hitrih železnic do leta 2030. V Franciji pri letih krajših od 2,5 ure spodbujajo potovanje z vlakom, če obstaja železniška alternativa, seveda. Nemčija se naslanja na enotne vozovnice in eksperimentira z vodikovim pogonom in še bi lahko naštevali. Zdaj bi lahko govorili vsaj 1 uro o tem, ali bomo v Evropi sposobni ponoviti japonsko-kitajski čudež in postaviti železniško omrežje, ki bo omogočalo doseganje spodobnih hitrosti nove dobe, brez katerih bodo težko postali prva izbira na potovanjih do približno 1000 km, kar je razdalja, do katere lahko sodoben vlak premaga letalo. Vsi pa vemo, da če se to čez nekaj desetletij ne bo zgodilo, bo težko najti pametno razlago. Mogoče jo bomo v tem, da bomo vmes raje kupovali odpustke za potovalni ogljični odtis, kar že danes vidimo, da je še ena mojstrovina zelenega zavajanja. Je pa ta model očiščevanja našega potovalnega potrošništva blizu siceršnjemu stanju duha. Delamo in delamo, kupujemo. In zdaj je pred potjo moderno kupiti tudi odpustke za počitniški ogljični odtis. Danes smo v oddaji izpostavili kar nekaj tveganj, kar se tiče počitnikovanja z avtodomom. No, več najdete tudi na MMC-ju rtvslo.si poševnica avtomobilnost ali pa na naši YouTube strani. Da vam med počitnicami ne bo treba zamenjati počitniškega branja, recimo romanov, z branjem zavarovalniškega drobnega tiska. Na MMC-ju pa najdete tudi razširjeno zgodbo o Hondi S2000. Pa o mojstru Hondi in njegovem kaizenu. Kaizen je v prevodu težnja po stalnemu izboljševanju. Tam vas čaka tudi Sena v svojih količkah. Še vedno ne vem, kaj to je, Andrej. Čevlji v 80-ih, ki si jih pač moral imeti. No? Ja. Ok, spravi fashion statement, človek rekel po angleško. Sem pa slišal bojda od Hondi S2000 še eno anekdoto. Ob testu, takrat, ko je prišla, so nekoga slovenski policisti tudi ujeli. No, saj ni treba povedati vse, je pa res, da smo se z policisti na koncu strinjali, da visoki zvoki pri 8-9 tisoč vrtljajih ne pomenijo nujno tudi prekoračitve hitrosti. Ja, že takrat si znal dobro nakladati. No, v vsakem primeru policisti so bili takrat zelo razumevajoči, upam, da so tudi danes. Bodite čim lepše čez celotno poletje, se vidimo spet jeseni, vmes pa klikajte na MMC Poševnica avtomobilnost in seveda ne pozabite na naš YouTube kanal. Lepe počitnice in srečno!